pozdravljeni. Danes je zopet z nami v studiu gospod Drago Kavšek. Dober dan. Dober dan. Za tiste gledalce, ki nas niste prej spremljali, naj povem, da se gospod Kavšek ukvarja s komplementarno medicino in sicer z zelo različnimi področji, tako da obravnavamo vsako temo posamično. Danes bomo govorili o kristalih. Kaj so kristali? Neki lepi kamenčki? Kristali bi lahko rekel, da so v bistvu živa bitja. Že v zgodovini, kot je znano, so jih zdavnaj ljudje tudi s pridom uporabljali, ne samo zaradi njihove lepote, raznobarvnosti, v bistvu cela paleta barv pa oblik, ko jih je narava ustvarila, ampak tudi zaradi njihovih zdravilnosti. Niso jih zastonj kralji, cesarji, razne kulture nosile ugrajene v obredne maske, v krone, od faraonov do teh, ampak v bistvu kristali delujejo med eterično in med fizično naravo, med fizičnim svetom in to eteriko, na tem robu. Zato se določeni kristali tudi materializirajo ali pa dematerializirajo. Zelo zanimiv je, jaz že precej let tudi zdravim z njim in delam, včasih, kjer ga daš tako na mizo ali pa kam, prideš čez par minut nazaj in ga enostavno zmanjka, ga ne najdeš več. Ne, ker včasih, rečemo že na Atlantidi, na tej celini, ko naj bi se potopila, so bili posebej posvečeni ljudje, tako so zdaj duhovniki, ampak posebej posvečeni, ki so lahko delali izključno samo oni s kristali, ker so v bistvu delali cele teleporte iz dimenzije v dimenzijo, isto kakor kanalnik na televiziji, kakor imate pilota, lahko rečemo istočasno deluje stotine ali pa na tisoče televizij ali pa radijskih postaj, sam vsak ima svojo frekvenco, dela na svoji frekvenci, enega drugega ne motijo. Drugače pa istočasno lahko tudi zelo na istem mestu obstaja več civilizacij, čeprav se čudno sliši, ampak ne motimo enega drugega. Tako kakor, če hočete prvi program televizijo gledati, ima tukaj hercev, če hočete drugi program ali pa radio Trbovlje, karkoli, vsaka postaja ima svojo frekvenco in svoje vibracije, na tej vibraciji dela. Isto je človek, v živi naravi, mislim tukaj na fizičnem svetu, pa na eteričnem svetu. In ko človek umre, to bo mogoče kdaj še kakšna tema v posmrtnih življenjih, pa te stvari, zapusti samo fizično telo. Fizično telo je zgrajeno iz kristalov, Prah se bil in v prah se povrneš, to vsi dobro vemo, ker mislim, da ni nobenega, da še ni bil na pogrebu, da ne bi to slišal, ker za vsak to župnik pove. In v bistvu te kristale so uporabljali za razna zdravljenja. Gre tudi, po horoskopu grejo, določeno znamenje, ker imaš, tako sem prej rekel, 4 elemente, 3 ognjene, 3 vodene, 3 zračne, pa 3 ognjene znake. In na določen horoskop, za določenega človeka gre tudi določen kristal. Je pa tudi tako, da so kvarcni kristali, tako imenovani, več skupin jih je, so kvarcni in kvarcni grejo za vse, ljudi vse pokriva, lahko nosite ametist, tizle vijoličast, potem kameno strelo, čisti celici. Ta čist tebel je v bistvu najbolj univerzalen, ker deluje, rečemo, bela barva je spekter vseh barv, je mavrica in deluje na vse čakre. In belo barvo, sploh čisti kvarc, uporabljajo tudi jasnovitke, ker človek ima sam takole v 3. očesu noter, ima ene take kristale, imamo naravne, in ko pride do povratnega odboja teh vibracij, lahko tudi jasnovici, tako imenovan, kjer ima se je zelo malo ljudi, vete. Jasnovicev. Ja, po časopisih je vse posod polno, ampak jaz osebno ne vem, mislim, da je res tistega briljantnega še v življenju nisem srečal. In te jasnovice so včasih tudi imenovali, v cerkvi so jim rekli ta prerok, pa prerok, in tudi v muslimanski veri, prerok, in vsake tuk časa, na mogoče par tisoč leta, karkoli pride, tuk prečiščena duša v fizično telo, da ima te sposobnosti vida naprej, ko imaš progresijo, regresija pa nazaj, tudi v prejšnja življenja, ker v bistvu s tem kristalem ali pa s to skupno ali zbirno točko lahko počasno potuješ naprej in nazaj. In silicij je eden najbolj univerzalnih kamnov. Koncem veliko ljudi ne ve, zanimivo je, ko jih vprašam, ne vem, so briljantni računalničari, pa sem je, kaj imaš pa ti v čipu? Ja, se ne vem, čip je, spomin drži, ampak kaj pa je v čipu? Ja,
mogoče še tam pa tam kjer vej, ampak velikih pa ne vedi, je tudi čisti silici. Tagle kamen bel je v bistvu pol kvadratnega milimetra, tazga kamna je čip narejen in vsak kamen, vsak kristal drži spomin. Zato je zelo važen včasih tudi poznam ljudje, ko pridejo, rečemo prej so v redu ali karkoli, kukor se preselijo v kako stanovanje, ko so bili kak alkoholiki noter ali kak negativni ljudje ali so se kak čuden posli noter dogajali, Bog ne daj, da bi še kjer, da so kjer ga tako na hiter pospravili po domače čen in te vibracije ostanejo noter in zato, ja, včasih so ljudje, rečemo in okostje in tudi rečemo človeško telo, vsi vemo, je sestavljeno iz 73% tekočin, ne? To se pravi, kar teče, ne? Potem imate pa še kosti so pa tudi apnenc, ne? Tudi kristal ali pa kri, tam je 5, 6 do 7 litrov nekaj ima odrasel človek, je tudi kristal, ko jo posušite pa zdrobite, se kar blešči takole, kakor tizle perit, na primer, ne? In vsi kristali smo rekli, da držijo spomin, prav spomin tudi. In zato pravijo, jabka nam pade deleč od drevesa in mi preko krvi se tudi največ bolezni prenaša, to se pravi dednih bolezni, to tudi rad medicina ve, in mi pravimo karmičnih bolezni, ne? In določenih stvari gre kar z roda v rod, ne? In mi podedujemo, rekel, s krvjo 9 do 10 rodov nazaj. Po atevi in po manjni stran, po vseh sorodnikih imamo. To ni na mojem zemki zraslo, ampak raziskave so pokazale, da 50% DNK-ja, te genske zasnove, podedujejo vnuki po starih starših, 30 po stricih, po tetih, samo 20 po starših. Zelo zanimivo, da je najmanj, ne? Nizek odstotek. Ja, ampak ponavadi rečemo s tistem, ali je po atevi ali po mamni stran, ali je moška ali je ženska oseba, približno 60 let je star oče ali pa stara mati in ko se vnuk rodi, ima pol največ te genske zasnove od tizga, ne? In ima obnašanje tak, in ima okus tak, ali karkoli pa gledajo ljudje. Ja, sej tak, ko je bil pa če je že umrl star žagar, na primer, se upravičujem, ker sem ta prijemek dal, ko sem čist, ko mi je prišel pač. Ampak zato sem se tudi pogovarjal takrat veliko, kakor sem knjigo pisal z Jehovimi pričami, ne? On nikakor niti kaple krvi ne vzamejo, transfuzije, ni govora, raje umrejo, ne? In s tem res, če ti dobiš, ne? Računite, imate vi po atevi in po mamni strani toliko informacij že noter, da ti od drugega človeka dobiš kri, avtomatsko del drugega človeka dobiš in sorodnikov njihovih in vse. In zato ljudi sem obiskal nekatere ljudi, pa sem se pogovarjal po operacijah, ko dobijo transfuzijo. Jaz bi bilo fajn pravim, da bi bila avtotransfuzija, da bi vsak, če bi se daj svojo kri imel na zalogi, pa če bi rabo, da svojo nazaj dobi, ne? Ker imaš drug bioritem, drug način življenja, pa vse, tudi organi. In so dejansko potem spremembe. Ja, tako, zavrne telo, ne? Ali pa ljudje se čist, karakter se jim spremeni. Pred so mogoče dober ali karkoli, potem pa so tako kot zverine, pravijo, se začnejo piti ali karkoli, ali pa mogoče se pravim, v življenju niso nikoli pili. Če dobiš od enega dobrega alkoholika eno dobro dozo, ti zelo začne alkohol dišati, ali kaj tazga. Pač dobiš informacijo, ne? In preko kristalov, isto kukar tu je ko čip v računalniku. Imate žihar 10 novih računalnikov, pa tisti čip, predstavljate, bo vse posod virus noter, če je virus, ne? In ne gre ven, ne? Dokler se ne očisti, ne? In se pravim, te stvari so ljudje že dolg koristili, ne? Koncem gre vse, ali steklo, ali keramika, vse so kristali. Smo rekli, 95% je človeško telo sestavljeno iz silicevih kristalov. Pravijo pa, da je pa vesolje pa z 98%, ne? Zato tudi informacija po kristalih ali kjerkoli. En zelo dober, rečemo sam, važno je agregatno stanje pa temperatura, ne? Mogoče je zanimivo, ljudje ne vejo, kdaj ima voda 1 kilo glih, ne? Ja. Pri 4 stopinjih. Ko je voda topla 4 stopinje, ima točno 1 kilogram, ne? In voda je zelo dober medij. Rečemo, eden izmed mojih prijateljev, Vili Poznik v Celju, tudi dela te informirane kozarce za to vodo pa vse, ampak preko vode v bistvu, sej vi tudi zelišče, ko nabirate pri fitoterapiji, vi date v alkohol noter. Alkohol je tudi zelo močen medij, ne? In tudi, če pripravljam homeopatska zdravila, ker homeopatske kroglice so tudi narejene iz fruktoze ali pa laktoze, ne? Je tudi sladkor, je
kristal, ne? Ali pa koncem tudi župniki delajo informirano ali pa žegnano vodo, po domač rečen, ko daje sol noter, ne? Sol je tisti medij, ko nosi informacijo, ne? In važni je vse informacije, ne? Isto kakor kaseta ali pa CD ali pa kaj tazga, zato pa mrskjer prav pri homeopatiji, ne? Tiste sladke kuglice prodajajo, pa ljudi okoli prinašajo, sem pa kaj, ampak CD-ji so vsi isti. Kasete so vse iste, samo so različne zvrsti glasbe gor posnete, ne? Na ta način pa isto dela, ne? In vsi kristali, se pravi, karkoli jih je, sprejmejo informacijo, že dolgo ljudje iščejo eno napravo, rečemo, kako bi lahko z kristala informacijo potegnili. In če bi se tu dal, pa mislim, da enkrat bojo, če že nimajo en kamen iz 100 let hiše stare, mogoče ven potegniti, pa priključiti elektrode na njega in potegniti informacije in bo vse pogovore lahko, kar so se v tej hiši dogajali, vse videli. Pa kaj, karkoli, mislim, da bi karkoli se je zgodilo. Za odkrivanje kriminala in teh stvari to bilo zelo uspešen, tako da rečemo, da ne bi v bistvu včasih se duše, ne, ko jim pravijo, ko fizično telo zapustijo, potem dobijo notranjo moč na oni strani in se po več letih, po 20, 25 letih, ko dobi ta notranjo energijo, tak močen naboj, začnejo čudne stvari pojavljati v tem fizičnem svetu. Tu so pa spet poltergeisti, ko bo spet lahko ena oddaja, pa, ker je ogromno tega, ne, ker imam zdaj sicer 3 primeri so bili zelo odmevni v Sloveniji, tudi v medijih. Eden izmed njih, zdaj sem se tudi spomnil glih na žikarce, vejte, da je vse, kar je bilo z kristala, šipe, porcelan, vse, kar je bilo steklenega, to je vse drobili pa lomili, ne. Sicer je les tudi zelo, zelo dober medij, ne, za špiritiste, ne. Ker je dober, en najboljših izolatorjev pa vse, ampak za prevod energije iz eno na drugo stran, se imate tudi zdaj optične kable. Poglejte, po enem tem optičnem kablu, kakve ogromne informacije zdaj tečejo, ne, ko delajo, te potujo, ne. In če date vi, rečemo, en kristal, da ga imate pri sebi, karkoli, je to vaša energija. In tudi ne sam kristal, vsi predmeti, tudi nakit, rečemo, kasneje so začeli ljudje v nakit ugrajevati kristale, v prstane, ker prstan ni nič drugega kakor antena s kozmosom ali pa verižice ali pa te stvari, ujača v bistvu tisto čakro in tisto čut tudi pojača, ne. Pa potem lahko kristali negativno vplivajo na nas? Ja, veste, tako bom rekel, vsakega ne prinaša, mrzkjer pade hitro v reakcijo, ne, ampak važno je, ker kristali tudi rastejo na teh geopatskih pasovih ali kjerkoli bomo v drugi oddaji v radiosteziji govorili pa o teh pasovih pa teh stvarih, ampak lahko sprejemajo tam, ko rastejo, ko so par tisoč ali pa več milijonov let, sprejemajo samo negativno energijo, ne? In človek, ko vzame ta kristal, začne reakcije čutiti, ne? Kristal, če je prav kristal, če je v bistvu vam pisan, najboljš, da ga čisto sami zberete po svoji intuiciji, ne? V cerkvi pravijo angel varuh, mi pravimo pa eterični dvojnik. In vam dam eno paleto kamno in tistega, kar se vam najbolj dopade, ko ga primete, tisti 100% ta prav za vas, ker vam je ta eterični dvojnik ali angel varuh, ta vam da intuicijo, ne? In kira čakra se vam prmal vrti, prmal suka, tista barva se vam začne kar dopadati in vam je zelo bliz in ga primete in ga vzamete in se v bistvu zdravite z njim, tisto čakro, ne. Deluje pa tako kot pivnik, ker v sebe vsrkava vse negativne energije in vse, to se pravi, da namest vas, bi rekel, določene stvari transformira, zato je tudi treba z njim delati kot živim bitjem, ga je treba čistiti, ga je treba na polno luno dati, čiščenje pa več kristalov, ne. Na polno luno dati, takrat, kadar je polno, se ga da na zemljo, potem najbolj enostavno čiščenje je pod mrzlo vodo, globinsko čiščenje je, da je mrzla voda v kozarc na kamen teče 10 minut, potem ga lahko tudi malahit, ko je en tak zelo mehkih kamnov, ko se stopi pod vodo, če ga večkrat perete, tak čist hrap urata in ga kar zmanjkuje, ga date kar v sol. Sol je tudi element zemlje in potegne ven iz kristala te informacije. Koliko pogosto je pa potrebno čistiti? Saj 2-krat na teden, pa saj, ko se stuširate ali pa ko greste na morje, če imate verižico gor. Najbolj važno je, najbolj primerno je, da ga nosite na tej 4.
srčni čakri, ker v bistvu tukaj je transformacija vseh energij, teh bolj fizičnih, nižjih treh čakr, nižjih vibracij in višjih, spiritualnih. Ne. Tukaj se človek deli z neba proti zemlji, z leve proti desni. Ne. In v srčni čakri pridejo vse energije skupaj. Zato tukaj v cerkvi kaže veliko srce Jezusovo, pa srce Marijino. Ne. Kaže v bistvu sam to čakro. Ne. Tako kot za kundalini energijo je una kača, ko je kot hudički Adama pa Evo zapeljala na dreveso življenja, ne? Ko sta jedla v bistvu z prepovedanega sadu drevesa. Imamo lahko kamen kot obesek. Na čem pa je to pomembno? Zelo pomembno je, lejte, tu bom še povedal, ljudje, ki nosijo kakršenkoli nakit, podedovan nakit, lahko je nov, je vaša informacija. Isto kovina, zlato, srebro, to je oligoterapija, se tudi imenuje, sprejema energijo. In od negativnih ljudi, pa lahko so tudi pozitivni, pa so velike žalostne, ali če so psihične strese imajo, ali pa če so fejsbolan, ne nosite za njim nakita. Imejte za spomin, če imate najbližje, če vam mama podari ali karkoli, pa je žalostna, ne? Če bi, se to ni neč, pa da stran date. In vsak predmet, sploh pa zlato, pa srebro, zlato je najboljši prevodnik, ne? Če bi bil pocen, bi bilo vse po kablih, not sam zlato. Zdaj je pa bakar, ne? Ker je pač cenej, je pa isto zelo dober medij, da prenaša energijo, te elektromagnetne tokove. Če je pa človek, imel sem tudi primer, ki je prišla ena deklica, je bila čist pred tem, da gre v psihiatrično bolnico in sem je gledal, je bila čist črna takole. Pa sem jo vprašal, kje je dobila to verižico. Je rekla, to je pa od mojega očeta. Sem rekel, kaj pa je oče, prav umrl je v prometni nesreči. Sem rekel, je imel to verižico tisti moment gor, je rekla, ja. In ves strah, vse trpljenje, kar ga je to uživel, tisti čas je elektromagnetno zapisan v nakitu in tu lahko vi, tako kot čip z virusom prinesete v popolnoma nov računalnik, lahko v svoj avro to prinesete in pol zbolevate in to, zato pa zlato se edin par ljudi je mogoče Sai Baba ali pa Krišna ali pa Jezus, ki so se rodili, imajo toliko močno tretje oko in tako moč tudi materializacije, da lahko uničijo te informacije, drugače pa edin, če se pretopi kovino. Ogen čisti vse. Da se pretopi, pa se nov izdelek naredi. Dočin kristale lahko čisto vsi nosijo, ampak morajo z enem drugim učistiti. Kristale sploh ni problem učistiti. Ne? Zdaj pa večinoma tukaj lekovite kristalu, vse sorte v nakitu, ampak večinoma vsi tile kristali imajo elektromagnetni zapis planeta Zemlje, ne? Ker so na Zemlji. Eden obstaja, tukaj le mogoče bo kamera mečkin lahko pokazala, eden je, v bistvu se imenuje Moldavit ali meteorit. Ta je v bistvu čez par tisoč plijat, rečemo teh svetlobnih leto čez cel vesolje in ima elektromagnetni zapis planeta, planeta celega vesolja, odkudar je prileto, ne? Skozi, kudar je šel. In zato je zelo, zelo močen in to je najmočnejši kamen proti črni magiji, pa za aurično zaščito, no? Enostavno, če vas kjer psihično napada, ne? Ker mi so elektromagnetno valovanje in tisti so včasih rekli, ja, tisti pa vraževiren, pa se včasih, če hrano ješ, pa zrak zraven požiraš, pa to, da pride do tega kovcanja, ampak velikrat pa se te res kjer spomne in ker so že včasih ljudje delali, poizkuse so delali, rečemo, v nebolnic. Levo so šli ljudje s srčnimi boleznimi, ko ni nobeden molil za njih, pa nobeden v bistvu na njih mislil, desno pa tisto, ker so stalno molili za njih, pa prosili pa vse. In na desni strani ti, ko so ljudje mislili na njih, pa ko so jim v bistvu nadaljavo energijo pošiljali, zato ker mrsker prav, ja, sam ljudi spet okoli prenašaš, sej ne moreš nadaljavo zdraviti, sam kje, to je 100%, to je telepatija. Aborigini, rečemo, v Avstraliji še zdaj, čeprav jih imajo za ne vem kakve za ostale ljudi, pa ogromno ljudstev, ko so še tam po džunglih not, pa vse telepatsko na tisoče kilometrov komunicirajo. Tako, kot mi imamo pač mobitel, on imajo pa naravn. Sam imamo mi tudi, sam mi smo zakrneli, ker glede načina življenja, kot živimo, pa vse smo ogromno teh sposobnosti. Ne? Verjetno so tudi materialne dobrine naredile temu minus. Sigurno, vete, ker več imaš materialnih stvari, po eno stran ti jo olajšajo.
pralni stroj, danes gospodinja brez pralnega stroja, da bojo tiste, rekli čas, rifle mašine, milo na roke rezala, pa namakala 2-3 dni, tisto milo, ko je bilo izkleja narejen, pa to, pa da po celi hiš smrdi, pa vse, pa ne vem, kjera bi šla še nazaj na tis delati. Se ne moreš zamisliti, če ne veš, preživiš brez tega, ampak če pa enkrat imaš pa to in vse dobrine, ali avtomobili, ali elektrika, ali karkoli, rečemo, koliko nam poti prešparajo, ampak nam tudi ogromno energije poberajo, ker morate registrirati, morate olje oddati, morate benzin tankati vsake časa pa vse. In da mi vse te materialne dobrine vzdržujemo, moramo ogromno delati. Pa položnice. Zato pa so medsebojni odnosi v družinih pa na zahodu čisto drugačen kot na vzhodu. Zahod je vedno bil zelo bogat materialno, ampak duhovno reven. Vzhod je pa vedno materialno reven, pa duhovno zelo bogat. Zato ogromno stvari pa znanja pride od Kitajca, Japoncev, z Indije, zato imajo tudi Rusi ogromno teh stvari, ker imajo dosti vize dol s Kitajci, pa to rečemo, eno stvar mogoče, tudi, ko sem prej govoril, ko človek je kot kristal, zato pa pride šola ali pa zakon, z zakonom pa šolo ti človeka navadiš ali pa ukalupiš ali pa ga informiraš, kaj žih, kaj ne smeje. Na določen red. In jaz sem imel, lahko rekel, eno srečo, da sem se na terapije naučil pri enem mojem zelo dobrem prijatelji, ko ga že, mislim, da je okoli 7-8 let, če ne več, no je že v Sloveniji, je tudi naš državljan je prišel iz Moskve, iz Rusije. Tu je doktor Jacko, Juri, ko me je v bistvu naučil mentalno korekcijo. Ker se na podzavest, v bistvu imate zavest pa podzavest, to vsi vemo, pa prvo pa drugo pozornost, pa to se v bistvu lahko mentalno vpliva na človeka, da se mu šolski uspeh zboljša, ali pa rečemo proti žalovanju, ali pa po ločitvih, ali pa teh stvari se marsikeren hoče kar odtrgati, po domač rečen, in se lahko te negativni vzorci, ali pa prezdravljena alkohola, ali pa kakršnekoli zasvojenosti zelo, zelo močno pomaga. S tem, da delujem tudi s kristalom. In kristali so uječevalci. Tako, kot ima kirurg, vete, ima v bistvu skalpel v rok, da prereže tale fizično tkivo, pa da operira. Tako so imeli včasih, so že v teh starih kulturih Indijanci, Inki, Maji, Azteki ali pa Egipčani, so operirali ljudi. In tu čisti z ne tako tehniko, kot ima zdaj vsaka jim čast kirurgiji, pa kapo dol, tu jih pa res cenim in spoštujem. Operirali so bolj, rečemo, so jim dali zelišča, da so v bistvu obladali so tudi droge, v bistvu te stimulanse, pa s kiropraktiko, kako izključiti del telesa, to so samuraji zelo zdan bili. No, tudi tet, ko so operirali, tukaj, če pokažemo, tule se imenuje tumi. To so imeli Indijanci, to je operacijski nož. Je narejen iz zlata, tukaj noter, pa tlele gor skus po kroni, so pa turkizi noter. Turkiz, če nosite turkiz, vam da pa intuicijo, da nesrečo naprej preprečite, da je začutite. In tisto občutek, da ni pregloboko zarezal v možgane, ko so zlato ploščico gor dali pa zašili, in da ni pregloboko kirurg zarezal v možgane, je uporabljal tele turkize zraven pa tako. Na tak način so tudi uporabljali. Laser je tudi v bistvu kristal. In ogromno stvari, skoraj bi lahko rekel, vse gre preko kristalov. Tako da to so čudovite stvari. Da se splača, mečken se upravičujem, splača mečken literature, zdaj dost na vseh področjih, se vidi tudi, kakve sestavine imajo. Tukaj od spodi, če bo kamera mogoče malo pozumirala, so en kristali, ko so iz vulkanskega izvora, ko jih vulkan ven zmeče. Potem so tudi brušen kamni, pa v bistvu te so bolj poldrag, ker se delijo na poldrage pa na drage kamne, ne pa grejo pa po kratih. Poldragi kamni tedle, ko so za zdravt, v bistvu niso toliko drag. Kak več kose, kakor je tizle ametist, ta več tamle, ko sem tistele velike diode prinesel, ali pa res kak velik kos ima ceno, tudi gre pol na kilogram, pa tukaj bi eno zelo zanimivo stvar pokazal, če bi šli po cest, kaj bi vi s tem kamnom naredili? Ja, verjetno bi ga brcnil. Vsak bi ga brcnil. In ta kamen, ko bi brcnil, ali pa če ga udariš, vedete, kakve čudovite stvari so noter.
In ponovadi okoli na obrobju, rečemo tistega ametista, to je kamena strela, ki je noter. Ametista je ahat ponovadi, noter se pa te diode zrastijo in potem se tudi z leti, ko je tukaj star, se pa obarvajo v vijolično ali pa citrin, tamle je pa rumen, ne. Zanimivo. Dejansko so tudi na pogled zelo lepi, raznovrstni, se pravim, to, privlačni. ne vem, skoraj si ne morem več zamisliti, kako bi brez teh stvari živel, ne. Je pa tu, kako sem prej omenil, ne, za operacije na fizičnem telesu. Kirurgi smo prej rekli, da uporabljajo nože, ne, mislim skalpelje, pa to. Za operacije na teh višjih eteričnih nivojih, lahko tukaj pokažete malo bližje, vidite, tu je ena čakra, breku celotna, tale okoli, potem je pa še 8 takih vrtincev not, ko se saza atmosfere, te eterične barve. In potem se tako kakor čebele, ko med not ne nosijo, tisto celico zalepijo, se lahko pri ljudeh zaradi nepravilnega življenja pa psihičnih stresov taka eterična sluz, mi rečemo, gor nabira. In da to eterično sluz razrežemo, pa dol pobjeremo, pa da čakra spet funkcionira, da je zdrav organ ali karkoli, moramo z kristalom, kot le vidite, kako je v rok, in takole kristali, če bi vi imeli tako odprt, bi tam le videlo od telih kristalov, vseh, ko so na mis, grozen, močen sevanje, kako tukaj seva, kako je kakšna energija gre od njih. In v bistvu te višje aurične sloje operiramo z kristalom, ne, bioenergetiki. Tukaj, če bi mečken še lahko pozomirala kamera, tule so kristali pod mikroskopom, so kristali vode, ne, in kristali v bistvu spreminjajo obliko. Glede lahko z samo mislijo, kar misel smo že prej rekli, da je elektromagnetno valovanje, in če je blizu vode ali pa karkoli, ali pa rečemo natakar, če je slabe volje, če je negativen človek, ali pa da je sam alkoholik, ko ima destruktivno energijo in da ven tak človek streže, so popačen kristali, imajo vse te konice, niso tako lep, tako razvit, pa vse imajo vse konice popačene in vi te kristale spijete. In vi spijete tudi njegovo energijo. In potem ste, ko pridete ven z gostilna, je pa še prej kar dost potrt, pa slabe volje, pa sploh ne veste zakaj. Ali pa hrana, določenih gostiln, kakor zdaj, rečemo, so kuhari, zato je pri nunih, ali pa stara mama je najbolj fajn kuhala, ki je bila sproščena, pa doma v kmečki hiši, pa v peči, pa to je srcem kuhala in škrob sploh, ne se veste, hostja je škroba narejena, sprejema tudi zelo močno informacijo, ne. Včasih so znali zagovore delati na kruh, ne. Tako, ko se zdaj informacija da v kristal, tudi kruh spreme, škrob spreme informacijo. Jaz sem imel tam eno sosedo, vem, da je znala kači pik zagovoriti, tudi če je žival kača pičla, je zagovor naredila na tisko z kruha, ga je žival požrla in nobene stvari ni bilo nič, ne. In tiste kuharce, kukar zaradi socialnega varstva so tam v službi, pa prklinjajo, pa tiste me super metujejo, sem pa tja že tako je dosti adrenalina v samem mesu noter, ko se ne da ni s kuhanjem, niti s pečenjem ven spraviti, ker adrenalin je ta živčni strup, ko ga nadledvične žleze zaradi strahu. Žvat pa čut naprej, da bo na silo ubita, zaradi strahu pred smrtjo ubrizgajo v kri in mi tu v bistvu pojemo že tist strah, ne. Potem pa še kuharca ali pa tista gospodinja, ko to dela, če je negativna, malo premetuje sem pa kje, pa malo krementir pa to in tu je vse informacija noter v tej hrani. Mi to pojemo in ljudje, zato je nekateri, ko srcem kuhajo, tako okusna hrana, ko ne vem kaj, saj so že včasih rekli, pri sosedi boljš črn kruh, ko doma potica, ampak je to, ker ljudje bojo začeli informacije pobirati in čutiti in se bojo začeli ugibati takih gostiln. Če bo negativna kuharica noter, ali jem bo slabo, jem ta hrana ne bo pasala, ali bo pa zasmrdela in te gostilne ne bo imele več kšefta. Pa se lahko v takih primerih tudi zaščitimo s kristalom ali? Lahko se tudi mentalno, ampak mislim, da je najboljše, da se ti ljudi ozavestijo. Izogibati, Ne izogibati, ampak da jih ozavestimo, vsi so Bog, veste, ker niso sami v vržih. Ogromno teh ljudi, ker so tudi tako imenovani energetski vampiri obstajajo. Ampak imate tiste zavedne, pa tiste nezavedne. Imate lahko v družini, imate lahko partnerja, ata, mamo, ponovadi so starši ali pa stari starši energetski vampiri, ker ko imajo malo energije, jem zelo paše z otrokom biti, ne? Ker otroci imajo pa tukaj energije, da ne vejo kam z njim, da se v bistvu od otrok načrpajo in se z otroci zelo fajn razumejo, pa tudi več časa imajo. Naprej, ko je človek v ustvarjalni dobi,
ker svojim otrokom se nikoli tukaj ne posvetiš, ker ustvarjaš, v službo hodiš po vse, pok pa v penzijo, imaš pa čas za vnuke po vse in jem je zelo lepo otročkam in staršem. Res je, res. Pa lahko uporabljamo več kristalov naenkrat ali... Veste, kot ni fajn, da preveč mešamo med sabo, ne? To je tako, če bi, kar bi vam pod roke prišlo hrano stresli, ne? Zdaj pa določen kristali se ne prinese med sabo. Tako kot eterična olja, ne, sem enkrat imel, to je neverjetna stvar, ker eterična olja, ne, zato se reče eterična, ker zelo na eteriko delujejo, na spiritualne, breko, nevidne svetove, ne. Imel sem 2 flaške, takole skup, zdaj se ne spomnim, a sem imel sivko pa še en, ampak dober zamašen. Kako sta se čez plotovinasti štopelc stepla med sabo, bi lahko rekel, ne. Sta se zmešala, sta pol oba ista bila, ampak kako sta v bistvu na eteričnem nivoju eno drugega se prelila, to je neverjetno. To treba sam videti. Ja. Zopet. Ja. Zdaj, ko smo v takem času moderne tehnologije, kako se zaščititi pred računalniškim sevanjem, mobitelom? Veste, zdaj je pač je tak čas, ne vem, zakaj moramo tole skozi dati, zakaj je 2000 let po zodijaku traja ta mali zodijak, ne, ta mali krok, ta velik krok je pa 26 000 let. Ne vem, zakaj je mogel biti 2000 let krščanstva. Tudi od tizga smo se nekaj učili, ker človek ima tudi različna obdobja. Imaš otroštvo, imaš puberteto, imaš pol srednja leta, pa zrela leta, pa starost, pa vse ne. Isto je tukaj in tudi vojne ali karkoli z vsake stvari, z vsake, ko pravimo, mi pravimo, ja, to je pa slabo, to pa ni dobro, ampak slabih stvari ba je ni. So dobre, pa so zelo dobre, ne. Zdaj pa, če kaj kiksnemo, ja, no, dobro sem naredil, ampak drugič sem pa potrudil, bom pa še boljš, ne. Najslabije, če se s tem drugim vplivati na naše kristale, ne. Jo, pa ga pa sebe obdožuješ, ki si se pustil okolo obrniti in njega, kot je okolo obrnil, ne. Pri kakem poslu ali kaj tazga, ne. Zato pa, se pravim, čim bolj mora človek iz svoje energije delovati, svojo zavest poslušati, svojega eteričnega dvojnika ali pa angela varuha, zato se reče angel varuh, ker ne boš nikoli kiksnil. In če te neki preseljuje v ene razne igre, veste, velikrat pravijo srečka, pa ne vem kaj, in cel življenje poznam ljudi, igrajo, zdaj bom pa dobil, nima še za kos kruha, ampak srečko pa kup, ne, pa računa na test. Jaz pravim, Bog ne daj, da jo dobi. Če bo dobil, ne vem, sam jaz mislim, da ne poznam človeka, da bi znal, ker on je navajen z mehno količino živeti denarja, iz meseca v mesec, ne pa kar nekaj tukaj. Saj se mu utrga po domač, da se mu zmeša, da gre v psihiatrično bolnico, ali se bo zapil, ali pa tukaj prijateljo dobi, da cele noči okoli hodijo, ali si dober motor, ali pa avto kup, pa se ono škarpo zaleti, ali karkoli, tako da je velikrat nesrečka, ne. Poznam zdaj že zelo narad, se pravi, edin zaradi zdravstvenih razlogov, egipčanski tarot čas pogledam, 2 osebe sem pogledal, so dobile disko, ne, in sem obem rekel, kupite srečke, in so kupile srečke. In ena je bila res totalno totlalno na tleh. In je takrat si je rekel, pa je rekla, jaz nikoli ne kupujem, pa to ne bom dobila. Sem rekel, zdaj pa kup. In ker sem je hotel, sem mislil, da bom dobro naredil. Pa zdaj vem, da sem je po eno stran sam, ampak določene stvari, ko bi jih mogla čez dati, je šla tako bolj povrh, ne, ni plavala, ampak je šla po površin vode, namest, da bi malo bolj plavala, pa se do določenih rezultatov prišla. Je dobila, takrat je bilo še, so bili mende $, ali dinari še mende, v glavnem 260 000 mark je dobila, tako, na tisto dodatno številko na 3x3, 2 leti nisem videl, ne. Ko da je umrla in pol pa enkrat se pa pojav, no in mi je povedala, hvala ti, to sam pa je, vse, in ona je še kar nekot, vse, kar je dost dobra bila, kar je tudi tehnica po horoskopu, ko ima število 6, število Venere, pa dobrote, pa tega izobilja, ne, in je tudi svojim nečakam dala del denarja, malo je zaužila še kar pred, vse letek si je mučila pa to. Potem si je pa kupila eno hiško, tako lušno, in je tako pa malo zemlja in zdaj lepo mirno živi. Ona ta druga je pa v bistvu, bom po domač zdaj rekel, za Savsk bila zelo požrtna. Je pa hotela ta denar, ko je dobila, še oplemenititi in ga je posodila v Ajdovščino, neki pa mesec v Slovensko dolino. In od enega in od drugega se pod nosom obrisala za vse. Tako da ne bodite preveč požrtni, no? Po domač rečen. Se strinjam. Kje pa kristale pravzaprav lahko kupimo? Kristale kupimo, rekel, jaz imam
prijatelje, ko mi jih direktno z Brazilije prinese, največ na svet, pa najbolj lep so v Braziliji. Južna Amerika, pa dol, to so čudoviti, ne, sploh ametisti, pa tako, tudi v Indiji, pa vse posod, tudi po Sloveniji jih imamo, ne, pa kamene strele, pa tako, sam ne tu klepe, ne. Pri nas imamo, rečemo, naprimer, tega kremena dost, ne, sicer je ali pa kalcita. In ta kremen je na določenih področjih, ne, in tam, ko kar človek pride na tak področje, se avtomatsko zdravi, ko stop, ne, na tisti gor. In v tej dolini, ko kar jaz prerejam hojo po Žerjavici, ko smo v prejšnji oddaji govorili, je ogromno silicijevih kristalov, ne. To je Jagnenica pri Radečah, je ogromno tega kremenoga kamna, ker kremen je pa osnovna surovina za steklo, ne. In je bila na koncu naše doline, 2 kilometra od mene gor po dolin, je bila včasih, v davnih časih steklarna in od tam se je pol v bistvu tukaj bilo dosti kremena, zato je bil material. Pa gost je bil, nek so bukve, pa ketrtles, pa hrast posekali, zdaj je ogromno iglavcev so nasadili, ne, pol po tistem, ker je pa tukaj lesa zmanjkali, mogoče tega kristala še ne toliko, so pa preselili se v Mišji dol, pri Jurkloštru. Iz Jurkloštra so šli pa v Hrastnik, tako da Hrastničani bojo vedeli, da se je steklarna v Radečah začela hrastniška, Richard, pa Vili, pa Abel, pa tako nazaj, ne. In tam je ogromno kristalov, pa drugo, ba je največje nahajališče bakrove rude tam v našem konci. Neki je tudi, so že neki tudi za zlato gledali, kar je pa zelo zanimivo, je pa drugo največje nahajališče urana v Sloveniji. Če ne bi v Žirovskem vrhu par procentov melki malga je imel več obogaten uran bil, kakor v tem masivu Jatna, ko je ta pragost, ko se naveže dol na Kočevski rok, dol pa naprej, bi pa tukaj pol sej, ampak smo veseli, da niso odprli, ne, da ni tega sevanja. No in zaradi tega, ker je bilo že mogoče več 10 teh žarjavic in teh ritualov in manter in vsega, je ta področje ljudje pa čutijo, vete, energijo. Vsak, če te prišel k enem sosedju ali pa k drugim, sploh, zdaj pa, ko tistim, ko greste, ko ste navezani na njih, nimate tistega filtra, vete, sploh do domačih ne, zato pa na domačega si najbolj navezan in ti ste lahko najbolj prizadeni ali pa najbolj razveselijo, te v zvezde okuja ali te pa pod zemljo sprav. Ker nimate, če greste pa nekam drugam, ko ste čista prv na nov, sem pa imate pa tisti filter in tudi človeka, ko spoznate, bi rekel, ko se vam, jaz bom rekel ne človek, ampak kristal, ko se vam on približuje, ga pol na 5 metrov spustite, pa se je kar dober, ga na 2 metra spustite pa bližje, da vam pride do kože. Čist takoj, malo kjer se odpre, razen če ima toliko čutenja razviti, da se odpre. Zato tudi rečemo, meni se čudno zdelo, zakaj so včasih, se vete, ko so mladi ljudje, pa otroci, pa to, smo tudi bili mladi, zakaj se ljudje tukaj tamle v cerkvu, relikvije, ne, s predmeti od tega svetnika, od onega svetnika, ali pa prst od tega svetnika, ali pa celega svetnika, o kosti od tega svetnika. Zakaj to? Pa zdaj tudi tegale, ko hočejo za svetnika proglasiti, tukaj le tega škofa Slomška, ne, ali nadškof je bil. Ker tu so imeli toliko pozitivne energije. Vsi isto so ljudje rojeni, sam pravijo, on so svetniki, ampak toliko pozitivno, toliko svetijo pozitivno, fajno energijo, zato pa kjer je pozitiven človek, da ni žleh, da je dober, tudi živali se ga ne bojijo. Grijo kar k njem. Ali pa otroci, ker otroci pa šauro vidijo, ne, do leta pa pol, 2 let, dokler ga ne pripeljamo v tisto stanje, da sam materialni svet vidi in zapre pol ta duhovno oko. In ko vidi človeka z lepim barvam, pa ko ga še začuti, bi kar okoli tistega človeka, tisti človek ima ogromno prijateljev pa vsega. In tu pa je bogatstvo, vete, prijateljstvo, ne materialna stvar, ampak prijateljstvo, bogatstvo. In takrat bi se kar ure in ure, rečemo, sedeli sploh, začutite tu energijo, nikamor se vam ne mudi. Vi bi 2 ure, 3 ure, 4 ure, pa vam je že kar malo neroden tam pri sosedi sedeti, ampak so tukaj prijetni, tukaj pozitivni ljudje, tako energijo izžarevajo, lahko tudi, če imate kukar tukaj čutenje odprt. Čutenje se zapre z kajenjem, s pitjem prave kave pa sladkarijem, ne, se srčna čakra zapre. In da ne čute, če pa dober čute, lahko pa tudi preko ekrana, preko televizije začutite pozitivnega človeka, preko politika ali karkoli, ne vem, jaz imam pač tega Danilo Taturka, kako zdaj tudi
kandidira, je zelo moj dober prijatelj, sva prvojaki bila skupaj v Novom Mestu. Za njega vem, da je zelo pozitiven, ker ga tudi čutim tako. In se pravim, ljudje bojo začeli čez dalje bolj čutiti. In tiste ljudi, ampak vibracija gre skupaj, veste. Zdaj pa pogledajte, pravijo, ptice letijo v isti jati, ne? Iste ptice. Alkoholiki grejo skupaj. Jaz z alkoholikom 2-3 ure ali pa cel dan šank podpirati, pa pod milem Bogom nemam kaj tam iskati. Ob denar si, ampak ni ti še toliko zdravje ali pa čas. Zakaj ne bi jaz bolj racionalno čas naložil, pa ljudem več še pomagal ali karkoli. Kaj imam jaz od tistega razne zdravje kvarim, da tam tiste čveke vaške prenašam sem pa tja, ne? Zato potem rečemo, kjer so odvisni od drog. Tiste tako bi rekel, ko pohajo po domač rečen in točno vejo, kjer kam paše, ne? In ko si enkrat prepojen s to vibracijo, ne moreš, neverjetno je, zato pa pravijo tisto, kar imaš narej, pa ko ti najbolj branijo, tisoč in en način, kako do tistega prideti, ne? Jaz poznam enega alkoholika, smo mu toliko, lahko bi rekel, 5 metrov pod zemljo skoraj flašo pokopali, ampak je začutil pa najdu. Neverjetno, ne more jeti mimo, tako čuti to vibracijo, ne? Ker v bistvu ta vibracija alkohola ali pa kakršnekoli droge te že v bistvu prepoji. Zato pa rečemo tudi naši cariniki niso kar požop, ne? On te točno začuti, poznajo tudi psihologijo dobro pa vse, ampak čutijo, to je čutenje, tudi nobeden, no, sicer imajo pa zdaj še vse pa vse, ampak se v bistvu, te prav carinik ima nos, pravijo po domač. Za drogo in ostale. Vse, za kakršenkoli šverc, ne? Ker človek takrat, ko ga je strah, čist drugo vibracijo daja, vete? In tudi izločki njegov, ko je v stresu, ko je v psihičnem precepu, so zelo smrdeči in ali se potijo fejst, ali zaudarijo, ali karkoli. Takoj, no, vidi se tudi, po očeh se tudi vidi. Pa predvsem živali to hitro živali zelo hitro. Zato pa rečemo od spredi, ko je plexus solaris, je žih tako mehen kužo. Tudi več psi bežijo, ko greš pred dnem, ne. Kukor se pa kol obrneš odzad, pa nimaš tako zaščite, ne. In te takoj tudi tak mehen zahlačenco prime. Da se malo vrneva še k kristalom, lahko pokažete kakšnega bolj izstopajočega oziroma znamenitega? Ja, rečemo, tukaj jih je vse sorte. Naprimer tale hematit tukaj, ko se tukaj svet tlele. Tole, če kamera mečkim bliže lahko pokaže. Tale je tako, ko bi ga z bronzo namazal, je tudi precej težk. Tale v bistvu ljudje ali pa ženske imajo nakit narejene, ogrlice, prstane, pa še zapestnice. Pa jih pa tudi glava boli, da je kar po stran hodijo, ne. V bistvu za tegale, če nosiš tak hematit, je premočen, ker zelo močno na možgansko skorjo, na korteks vpliva in je treba en kvarcni kristal, kot je rozen kvarc, ametist ali pa kameno strelo zraven nositi, da ga blaži. Meni osebno se tale kamen oziroma kristal dopade, kaj pomeni? Tole je v bistvu pirit ali železo kršec. Mislim, da skoraj ni, saj kjer so kakor tukaj starejši ali pa ko so v šolo hodili, tista zgodba ni vse zlato, kar se sveti, ne? In to je železo kršec, mislim, da te kosi so bili tamle nek najden v kult Tolmina, tile dva, zelo lepa. Tole, kar zdaj v rok držite, je citrin. Ta kamen deluje zelo močno na plexus solaris, na ta aurični obroč, ne? To se pravi, da zdravi vranico, želodec, dvanajsternik, žolčne kanale, pa slinovko, ne, za ta aurični obroč. Sej po kristalih samo po barvi pogledate, pa vete, kakve barve je čakra in za tisto čakra odgovarja, ne. Potem tale je tigrovo oko, imate rdeče pa rumeno tigrovo oko, trenutno držite tale rumeno tigrovo oko v rok. Ta se imenuje tudi kamen šolarjev in tudi zelo močno deluje na plexus solaris, ne, ker otroci, ko se kregajo na njih ali karkoli, so še bolj prestrašen, si jim plexus stisne, v bistvu mi se učimo na plexus solarisu, ne ti bo šlo v glavo, ampak pol nam gre v glavo, če nas strahne. In zato se tudi imenuje kamen šolarjev, da v bistvu, če imajo nizk učni uspeh, kaj tazga, jim tudi tale kamen dam, pa se ga lahko tudi sami kupijo v kakvi izmed trgovin, ko pretaje kristale. Torej primerno zdaj za začetek šolskega leta?
Naslednji kamen je lapis lazuli. To je eden izmed osnovnih kamnov, ko so tudi rubin, lapis lazuli, pa še enega se zdaj ne bom točno spomnil, so že na Atlantidi uporabljali. Ne? Je pa za zdravljenje grlne čakre in tega velikokrat dam pri ženskih, ko imajo probleme, kakršnokoli, ali hiper ali hipoaktivna ščitnica, ko imajo probleme s ščitnico, dam ta kristal, ker čisti grlo, ne, tudi govor, pa če ste prehlajen, ne. Modra barva je že tako znana, da hladi, ne. Ima tako elektromagnetno polje, da hladi. Rdeča, rečemo, rubin pa zažiga, ne, zato je za zažiganje celic, rakavih celic se rubin uporablja. Ta je pa za grlo. Kaj pa rečemo, če slabo spimo? Če slabo spimo, je tudi ametist. Tudi otrokom, ko imajo zelo moraste sanje, ne, ker ametist je tudi eden izmed najbolj univerzalnih kamnov. Ta vijoličast izgled, največ, ko je tam blad spredi, ko ima tako zelo lepe diode. To je čist naraven. Tisti je nebrušen, da ne bo kjer mislil, da je to brušen. To sama narava naredi. Tisti, ki so fajno krogli, pa ki je zvezda, pa ko so udelan v nakit, tisti so brušen. Tisti je pa nebrušen kamen in ta ametist je proti opeklinam, proti uteklinam, proti vnetju viznega tkiva, kjer so sladkorni bolniki, tudi sladkor s krvi vleče proti strupom in če imate en tagle malo več kus kamna, se ni treba nobene kače bati, ker je tudi proti strupu in kača začuti to vibracijo in ne utemelj nobenih kač okoli hiše pa to. Pa zelo fajn je tudi, ker je vijoličasta barva, ne, je tukaj visoka, ker na tem 7. centru vpliva sploh na 7. center, tisti, ko imajo epileptične napade ali pa božjasce včasih rekli po starem, morajo ametist imeti, drugače pa je proti negativnim energijam, te zle duhove z hiše, boste zelo mir imeli, je fajn, če imate malo več košček ametista v spalnic. Rozenkvarc pa, naprimer, ko na srčno čakro vpliva, ga imate pa v dnevni sobi, pa kaj tako, ko se več zadržujete. Ne? V spalnic proti morastem sanjam, pa tak je pa ametist zelo univerzalen. Ker je tudi, rečemo, ta 7. aurični sloj od kronske čakre je vijoličaste barve in duša, ko pravijo, ne, spet smo pri duši, ta energija obrojstvo vstopa v fitus čez kronsko čakro in prav tako naj bi skozi kronsko čakro spet odšla, ko zapustimo fizično telo. Zato tudi pri različnih magičnih ritualih, mislim, pri maši ima različno barvo župnik oblečeno, ne? In na pogrebu ima črno pa zlato, ali pa največ ima pa vijoličasto. Vsaj je ona štola, ko se reče okoli vrata, ima vijoličasto barvo. Ker barve tudi zelo močno vplivajo na človeka, že same barve, ker ima vsaka svojo elektromagnetno valovanje. Zato včasih sem vprašal, imam prijatelje, ki so sodniki, pa take stvari, pa kaj, on ima je zdaj menda tiste tunike roza ali take odvetniki, sodniki imajo pa skus črne, ne? Pa župniki so črni bili včasih oblečeni, ali pa policisti v Ameriki so črni in tisti ljudje, ko so v črni, naredijo filter. Energija ne prihaja in ne odhaja, zato črne barve ne priporočam, ne veliknost. Tisti bom v drugi oddaji pri radiesteziji še bolj natančno povedal pa to, ampak v glavnem energija ne prihaja in ne odhaja in rečemo, kjer se spozna na te stvari, bi lahko, če bi bil, ne bi imel črne tunike sodnik, bi žihar ne vem kaj v špiču, bi lahko mislno ali pa energetsko nad njega vplivu, da bi se sodnik zivko, pa bi te oprostil, pa bi žih ne vem kaj naredil, ne? To pa ne gre. Ne? Tako da mrskirga sem vprašal, zakaj ima črno tuniko, ja, to je pač nepisano pravilo, to je naša uniforma kao, ne, in tak smo, ampak ima. Je to neka zaščita, seveda, tudi za župnike je bilo, ne. Čeprav je gor ne vem koliko svetl, pa bel oblečen, pa razne tiste talarje gor, da pa vse, ampak od spodaj pa v osnovi je pa črn, ne. Zato tudi, rečemo, ženskam ali pa mladim puncam ne priporočam, pa mladim ljudem nositi črne barve, ker se čist zaprejo, ne, čakre. Ne, in čim čakra ne dobi dosti energije, da ne vsesa, začne tisti organ. Ker vsaka čakra je povezana z enem železo, z notranjim ali pa zunanjim izločenjem. In na te čakre kristali blazno močno vplivajo, no. In jim dajo hrano, jih v bistvu tako eterično hranijo. Zelo izčrpno, zopet, ampak žal morava zaključiti. Hvala lepa za enkrat. Ja, hvala tudi vam. Se vidimo naslednjič. Ter hvala tudi vam, ki ste pred malimi zasloni, ter nasvidenje.